26. marca pred 183 leti se je pri Gregorju na Brodu rodil pisatelj Janez Mencinger, prerok slovenstva in bohinjski Modrijan. Po njem se imenuje naša šola in na dan njegovega rojstva praznuje bohinjska občina svoj kulturni praznik. Kultura je ohranila naš narod skozi celotno zgodovino. Slovenska beseda v literaturi, likovna umetnost, glasba, ples, gledališke stvaritve, filmske podobe, arhitektura, običaji, navade, vrednote, medosebni odnosi. Vse to in še več je kultura. V najširšem pomenu je pojem kultura vse, kar se prenaša iz ene generacije v naslednjo na vse možne načine. V enem od pisem domačim Janez Mencinger piše: Sprašujem se, ali bo v naslednjih stoletjih še kaj vredno ohranjanje tradicije duhovnega in literarnega izročila naših prednikov. Mi mu odgovarjamo: da, gospod Mencinger, je vredno, kajti dediščina preteklosti je dota prihodnosti. Ljubi domači, vsakič, ko vam pišem, se v mislih vračam domov, na Brod, Bohinj, zato mi ne smete zameriti, če vam pišem tako pogosto. Uspelo mi je skleniti še eno poglavje dela Abaddon. Za ljubljanski zvon vsak mesec napišem nadaljevanje in ljudje mi pravijo, da ga radi prebirajo. Ne čudite se podpisu Ne jaz, Nemci gren. Če premečete črke, dobite moje pravo ime Janez Mencinger. Povsem sem še pod vtisom vsebine romana. V njem moj junak Samorad Veselin sklene pogodbo z zlim duhom Abaddonom. Prav on mu prikaže stanje človeštva, sedanjosti in prihodnosti. Priznam, težko sprejemam posledice znanosti in napredka 19. stoletja. Razmišljam, katero smer se bo razvijal evropski in tudi slovenski človek v naslednjih stoletjih. Marsikdo mi bo očital, da je moj poskus prikaza države 24. stoletja v knjigi preveč negativen, saj v mojem romanu takrat slovenstvo izumre. Tu v Krškem, na drugem koncu slovenske dežele, sem zaposlen s pisanjem ne samo literarnih del, ampak tudi sodnih aktov. S kakšnim zanosom in ponosom se spominjam pripovedi, ki jih je slišalo moje uho v domačih bohinjskih koncih. Zapisoval sem jih, da bi jih rešil pozabe in jih prenesel bodočim rodovom. Vi dobro veste, da ima vse moje literarno pisanje začetke v ljudskih pripovedkah. Od njih se mi še danes pred očmi narišejo prelepe podobe rojstne bohinjske pokrajine, ki me navdihuje in spremlja v vsakdanjem življenju. V mislih mi odzvanja pripovedka o podlesnjaku in povodnjaku, ki sem jo nekoč zapisal po pripovedovanju ene od vas, sestra ali od tete. Prebival je zraven jezera Oglar, ki je bil tako pošten, da ga neki večer obišče podlesni mož ali podlesnjak. Oglar si je ravno kuhal žgance za večerjo. Podlesnjak pa je bil lačen in Oglar je pojel vse žgance. Oglar se zboji tako imenitnega gospoda, kosmatega divjega moža. Zato se ne pritoži, da je bil ob večerjo. Divji mož pa je bil večerje tako vesel, da Oglarju obljubi osrečiti ga za vse žive dni in ga celo obogatiti, ako le poprej povodnega moža ali podvodnjaka premaga, s katerim se mora ravno zdaj bojevati. Veli Oglarju z njim ter mu pove: ako se na jezeru pokažejo bele pene, tedaj je umorjen povodni mož in to pomeni srečo za Oglarja. Ako se prikažejo rdeče pene, tedaj je pa umorjen podlesni mož in Oglar naj beži, da tudi njega gorje ne zadane. Prišla sta k jezeru in podlesnjak se zapoti van, pa kmalu se vrh vode prikažejo rdeče pene. Oglar je od žalosti ostrmel in takoj pobegnil.
ker začne voda vršeti, peniti se in kviško rasti, Oglar se prestraši, teče kar more, pa voda mu je bila za petami, da jih je komaj odnesel in veliko sveta za njim se je pogreznilo v globočino. Od tega večera, in to je že dolgo, se ne godi Oglarjem kaj dobro, pa tudi ribiči niso bili srečni, ker ribe nimajo več take cene, kakor njega dni, ko so se ljudje bolj pustili. Sprašujem se, ali bo v naslednjih stoletjih še kaj vredno ohranjanje tradicije duhovnega in literarnega izročila naših prednikov. Če bi imel možnost potovati skozi čas, skozi preteklost in prihodnost, kot je to uspelo mojemu književnemu junaku Samoradu Blodnjah v Abadonu, bi najprej pogledal prihodnje čase. Le kako bodo gledali mladi rodovi na ljudsko izročilo v naslednjih stoletjih. Res me zanima. Hej, kaj se dogaja z menoj? Vrti se mi v glavi in ne zmorem več pisati pisma. Živjo, a smo vsi? Čeprav vidim, da se še več kot je treba. Ej, a se eden heca in se je preimenoval Janeza Mencingerja, bohinjskega pisatelja in odvetnika, pa še slikco je dal gor. Ne, ja, Janez Menzinger, to sem jaz. Kje pa sem se znašel? Kdo pa ste vi? Nič mi ni jasno. Tudi nam ni jasno, kako ste lahko s nami na Zoomu v letu 2021, če pa ste živeli pred več kot 100 leti. Dolga zgodba. Ko sem svojim domačim bohim pisal pismo, sem se spraševal tudi o tem, koliko bo ljudsko izročilo sploh še pomenilo generacijam v naslednjih stoletjih. Ne vem, ali ste brali moj roman Abadon, v katerem se s potovanjem v 24. stoletje prihodnost Slovencem prav nič dobro ne piše. Očitno sem si tako močno želel pokukati v prihodnost, da me je časovni stroj posrkal vase in sem se znašel tu. O vašem romanu Abadon res ne vemo veliko. Bolj nam je znana vaša knjiga Moja hoja na Triglav. Ampak, če vas zanima, kakšen odnos imamo mladi 21. stoletja do izročila naših prednikov, potem ste se priključili v ravno pravem trenutku. Pri izbirnem predmetu za projektno nalogo raziskujemo prav to temo. Odpravili smo se med učence naše šole, mimogrede, saj veste, da je poimenovana po vas, kaj ne? Kaj vse so nam prikazali. Videli in slišali smo od ljudskih pripovedi do izštevank, pesmi, plesov, tudi na sodoben način seveda. Čakajte, saj ni treba vsega na dolgo razlagati. Ker smo vse posneli, je najbolje, da delimo zaslon in si skupaj ogledamo, pa potem pokomentiramo. Prav imaš, pa še našega gosta bomo, upam, da prepričali, da tudi v 21. stoletju izročilo med nami, mladimi, še ni izumrlo. Ste pripravljeni, dr. Janez Menzinger? Sama radovednost me je. Delim zaslon. Naši očetje so stanovali nekdaj v vzhodnih deželah, tam, kjer sije in greje sonce leto in dan, kjer je zlata obilo in bogastva brez mere. Sčasoma pa so se ljudje v tistih krajih do čuda pomnožili in naši očetje so se napotili iskat drugih zelišč. Zapustili so kraj obilne sreče, rajši, kot da bi se bili rvali in pobijali. Zakaj? Ljubili so mir. Popotnim je dala boginja, ki jih je ljubila za voljo miroljubnosti, zrno rekoč: koderkoli boste potovali, vsadite zrno to, kjer ozeleni, zraste, tam ostanite. Ako pa ne ozeleni v dnevih 3, ga izkoplite in pomaknite se dalje. Nikjer ni ozelenelo zrno, ne na bregu Črnega morja, ne na planjavah poljskih, ne po gorah nemških. Le v zemlji slovenski je ozelenelo in se belo razcvetelo ter prineslo sad, prijeten in obilo koristen. In še dan danes se je Slovenec ajdo, če jo suša pritisne ali slana popari, je slaba za slovenskega kmeta.
Hočeš, nočeš, vse izveš. Hočeš, nočeš, vse učiš. Hočeš, nočeš, ti loviš. Daj zraven! Cingu, lingu, moj Boštjan, pravce pa se zavrham. Brezo zgubil listke ni, pes naj vzame še te 3. Tinka si vsako jutro splete 3 kite. In to še pred zajtrkom. Ko ima oči še zaspanci zalite. Pa eno si splete na vsako stran tik za ušesi. In eno še na vrh glave, tenke so kot suhe močurske trave. Mama bi rada, da bi kit ne bilo. Oče ve, da bo vse s časom prešlo. Tinka pa pravi, kaj mi mar, vsaka stvar na svetu ima svoj čar.
Miščeničko. Pa daj no, naučil tako. Res ne vem, zakaj to delam. Ljudske pesmi niso zame. Miščeničko, mačka, miško, kaj sploh fora tega je? Kva učiteljica drži, ne repamo vsi, daj hiter, Mursko požgi. A niso bili dobri? Sploh se ne moram odločiti, kaj mi je bilo najbolj všeč. Mene so pa prav vsi prepričali s svojimi hudimi idejami. Moram priznati, da mi je naša projektna naloga o ljudskem izročilu postala še všeč. Ej, samo mi govorimo, kaj pa naš gost, kaj pa Janez Mencinger meni o tem, kar je videl. Priznam, da sem ganjen in navdušen obenem. Zdaj mi je pa malo žal, da sem v svojem romanu Abaddon tako črnogledo pisal,
o usodi slovenskega naroda prihodnosti. Mogoče bom pa zaradi vas napisal še eno različico, bolj optimistično. Po vsem, kar ste mi prikazali, sicer vseh besed nisem razumel, ampak sporočilo sem pa razbral. In mladi bohinjci, moram vas pohvaliti, da tako spoštujete bogato duhovno izročilo, ki se je prenašalo iz roda v rod v obliki pesmi, pripovedk, tudi plesa. V vaših predstavitvah vidim poseben čar, dodano vrednost. Hej, kaj je pa to? O ne, spet nič ne slišim, nič ne vidim, potegnilo me je nazaj v časovni stroj. Preljubi, naj nadaljujem s pisanjem pisma. Kako bogato izkušnjo potovanja skozi čas sem doživel. Verjetno je to le posledica mojega intenzivnega pisanja v tem letu. Sedaj sem pomirjen in vesel, ker se mi ni treba bati za prihodnost slovenskega ljudskega izročila in jezika, ki predstavlja bit vsakega od nas, ne glede na čas. Kot sem imel možnost videti, je duhovno in kulturno bogastvo naroda tako močno ukoreninjeno v vse pore žitja in bitja, da ga ne bo uničil noben vihar. Mladi, ne glede na stoletje, se zavedajo bogatega izročila svojih prednikov. Le po svoje ga preoblikujejo in mu pustijo svoj edinstven, ustvarjalen, neizbrisan pečat. Tako je prav in tako naj ostane še stoletja. Dediščina preteklosti je dota prihodnosti. Iz srca vas pozdravljam, vaš sin in brat Janez.